Zares topel kulinarični pozdrav. V veselje mi je, da vas v imenu Muzeja novejše zgodovine Slovenije pozdravim na kratki video predstavitvi nove fotografske razstave Ljubezen gre skozi želodec. Žal se tudi letos ne moremo srečati v živo, a to ne sme biti razlog, da se vse do 13. junija ne povzpete na Ljubljanski grad in si v tukajšnji galeriji S ne ogledate izbora fotografij iz bogatega muzejskega arhiva Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Nastanek razstave je omogočilo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije skupaj z javnim zavodom Ljubljanski grad in s kulinaričnim fotografom Janezom Pukšičem. Slovenija je v leto 2021 vstopila kot nosilka Evropske gastronomske regije. Naziv ji je podelil Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem. In ta naziv je obetal vrsto kulinaričnih in promocijskih dejavnosti in dogodkov, povezanih ravno s gastronomijo. A čas epidemije je vrsto leteh onemogočil. To pa ne spremeni dejstva, da je Slovenija v tujini že prepoznana kot edinstvena in vrhunska gastronomska destinacija za butična, 5-zvezdnična doživetja. Skoraj tako bogata, kot je naša narava, pa je tudi fotografski arhiv Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Na razstavi, ki smo jo letos posvetili gastronomiji, tako preko svojih del predstavljamo kar 11 nekdanjih priznanih slovenskih reportažnih fotografov. Ohranjene večinoma reportažne fotografije z področja gastronomije so namreč nastajale pretežno ob priliki vsakdanjih trenutkov predelave in uživanja hrane ter ob številnih prireditvah, povezanih z ljudmi in slovensko vinsko kulturo. Fotografsko razstavo nadaljujemo s pustnim časom, v katerem tradicionalno prevladujejo mesne, mastne in težke jedi. Pustni čas zaključujemo znamenito in tradicionalno slednikovo pojedino, ki jo v ljubljanskem hotelu Union prirejajo že vse od leta 1908. Uradno so prireditev začeli šteti šele leta 1925, ko so slednikovo pojedino prvič dopolnili še s kulinarično razstavo. Tako se je lahko na pepelnično sredo na obmizah občudovalo številne specialitete ter poskušalo morske jedi in utrinke teh slednikovih pojedin je vestno vsako leto beležil dnevnikov fotoreporter Marjan Ciglič. Na razstavi pa nismo morali ubežati niti v svetu najbolj znanemu slovenskemu prehrambenemu izdelku, to je kranjska klobasa. Od leta 2008 je kranjska klobasa zaščitena z oznako zaščitena geografska označba. Zašpiljena mora biti z leseno špiljo, ravno prav dimljena, pomembna pa je tudi njena postrežba, ki po tradiciji veljeva, da se jo postreže svežo žemljo, hrenom in gorčico. Vsak sklop fotografij, ki zgolj urisuje neko jed, pa zaključujemo z izjemnimi fotografskimi stvaritvami fotografa Janeza Pukšiča, ki ga poleg zares izjemnega izostrenega čuta za fotografiranje hrane prav zagotovo odlikuje tudi inovativnost in izoblikovan občutek za estetiko. Saj hrano, namenjeno fotografiranju, kompozicijsko največkrat ureja kar sam. Njegova dela pa tako v sklopu razstave nakazujejo široko ustvarjalnost in novo interpretiranost kulinarične tradicije Slovenije. Razstava se nato nadaljuje s prikazom fotografij pridelkov iz polj in vrtov, ki se v kuhinji največkrat združijo v najrazličnejše enolončnice. V tradicionalni slovenski kuhinji tako na primer izstopa štajerska kisla juha, ki so jo najpogosteje kuhali ob kolinah, ali pa različne mineštre, ki so v Istri ena najpogostejših vsakodnevnih jedi. V Ljubljani pa so vsem še vedno dobro poznane krakovske in trnovske solatorice, ki so v slovensko prestolnico skrbovale svežo solato, zeljem in repo. Sledi še kratka predstavitev idrijskih žlikrofov, jedi, ki so v 20. stoletju prišla skupaj v Idrijo skupaj z rudarskim življenjem. Idrijski žlikrofi so prvi slovenski proizvod, ki ga je Evropska komisija prijavila kot zajamčeno tradicionalno posebnost Evropske unije. Zagotovo pa v tej zgodbi ne gre pozabiti niti na potico, eno najbolj razpoznavnih slovenskih sladic, ki se jo lahko pripravi z več kot 80 nadevi. Zagotovo najbolj poznana je seveda orehova potica, a najbolj značilna, lahko rečemo, je pehtranova. Je pa zanimivo, da fotografskega gradiva za obe
tako tradicionalni sladici in jedi pravzaprav je bore malo. Zgolj 1 ali 2 fotografska filma, priprave in uživanje te jedi se najdeta ob pregledu celotnega fotografskega arhiva Muzeja novejše zgodovine, ki, kot se radi pohvalimo, obsega kar preko 2,5 milijona enot. Za konec pa še skočimo na eno gomolko, ki smo jo na razstavi posebej izpostavili. To je krompir. Tu izstopajo fotografski motivi kmečkih opravil, povezanih s pridelavo krompirja. Otroci na njivah, ob kopici krompirja, pa kmetje, ki s kmečkimi vozovi vozijo svoje pridelke na tržnice. Za konec mi dovolite, da se zahvalim še 2 izjemnima ekipama, to je ekipi Muzeja novejše zgodovine Slovenije ter ekipi Ljubljanskega gradu, ki sta omogočili, da današnja razstava dobiva končno galerijsko podobo. Zahvala tudi izjemnemu ustvarjalcu kulinaričnih podob, gospodu Janezu Pukšiču, ki je s svojimi fotografijami poskrbel, da boste obiskovalci od tu odšli lačni. Še enkrat vabljeni v galerijo S Ljubljanskega gradu vse do 13. junija 2021. Pridite in skupaj okusimo Slovenijo.